Pa pripravljeni, da začnemo. Živijo, kako ste? Koliko ste pogumni, prišli ste na večer bele magije. Obljubam, da boste vsi odšli v pravi verziji ven, da ne boste začarani v žabe. Luštno se bomo imeli danes, jaz sem Kristi, če me kdo ne pozna. Povedala bom, zakaj sem organizirala en tako predstavitev, pa bomo imeli še en tak lušten obred. Tako da na začetku, če se strinjate, bom jaz povedala par stvari, potem sem bom enem trenutku ustavila, pa vam bom dovolila, da vi postavite kakšno vprašanje, malo bomo dali mečkam pavzice in potem bomo čarali. Zakaj je ta predstavitev se zgodila v bistvu na petek? Zaradi tega, ker petek je uradni dan bele magije. Če pa še petek 13. pol je šele ludnica. Tako, bela magija ima rada petke za obrede, najraje ima petke za obrede in tako naprej. Tako, zaradi tega smo danes rekli, pa naredimo eno tako čarovnijo. Zdaj, kaj se zgodi, zakaj sem jaz sploh to predstavitev pripravila, je bilo zaradi tega, kaj se zgodi ljudem, ki pridejo na našo spletno stran. Torej imaš www.potovanjeduše.si, priješ gor in rečeš, komunikacija z angeli, koliko luštno, koliko luštno, tečaj meditacije, super, čustvena šola, super, bela magija, ne, ti so nori. Ne, pa tako, in jaz, zakaj ljudje tako mislijo, razumete? Torej, angelčki so super, meditacija je super, ampak določeni ljudje, ki pa vidijo belo magijo, tam pa rečejo, ne. Tako, to je en del našega delovanja, ki ljudje tako dobro sprejemajo, in rečejo, Kristi, ful dobro, luškan, ampak mi to ne bi. In jaz sem tukaj videla, da se ljudje zelo bojijo, sploh besede magija. In toliko mi je bilo škoda, zaradi tega, ker ni glih dosti razlike med angeli pa med magijo, pa sem rekla, kaj če bi mi ljudem povedali, kaj je v resnici magija od nekega normalnega človeka. Mislim, kolikor toliko sem normalna. Razumete? Kaj če bi jaz končno Sloveniji predstavila, da to ni amben bav, pa da nismo neki zmešani ljudje, ki na ljudi v roke mečemo, tistim se drugače reče, ampak ne bomo zdaj, ko snimamo. Razumete, kaj če bi vam jaz povedala, kaj v resnici magija je in kako lahko pomaga vašem življenju, da končno umaknemo te strahove stran in da se mogoče nekateri ljudje vrnete nazaj k starodavnim znanjem, ki ste jih zagotovo nosili v prejšnjih življenjih. Zaradi tega so me sežgali na grmani, mene tudi. Ampak zdaj nas ne bojo, vsaj mislim. Torej, zdaj bi vam rada za začetek sploh povedala, kaj je magija. Ljudje dostikrat, ko slišijo besedo magija, nažalost pomislijo na vse žive odtenke, samo na belega ne. Saj vemo, ljudje, ki slišijo besedo magija, pomislijo na nekaj slabega in na nekaj črnega, kar pa nima veze z resnico. To smo ljudje preko zgodovine naredili. Ampak jaz bi vam rada povedala, da magija v osnovi ni imela barv. Je imela samo namen. To pomeni, magija v osnovi, jaz sem zdaj član združenja belih magov, v svetovnem združenju belih magov. Zaradi tega te stvari res dobro poznam. Imamo tudi neke zakone, ki jih spoštujemo in tako naprej. Ampak magija po defaultu, to pomeni v osnovi, je takole rekla. Vkolikor obstaja, to je izraz, se to boste razumeli, pač Bog na nebu, obstaja boginja na zemlji. Po domače povedano je to pomenilo, da vkolikor uporabiš nebeške in kozmične vibracije na zemlji in si pomagaš z orodji, te namene nebeške, to pomeni angeli, Bog in tako naprej, prizemljiš v teh dimenzijah časa in prostora. In to je bilo to. Ampak, zdaj, česa so se včasih ljudje bali, kaj je bila pa razlika, kaj je potem razlika, če jaz kličem nad angela Mihaela, pa meditiram z njima, Kaj je razlika, če se jaz pogovarjam, s kakšnim pokojnikom, pa z Bogom, kakšna je potem razlika? Razlika je samo v tem, da bela magija je vključila zraven še orodja in se blazno posvetila naravi. Razumete? Medtem, ko ljudje samo meditirajo, so v stiku z angelskimi energijami in se pogovarjajo, je v bistvu magija vzela nebeške vibracije, združila fizične zakone, uporabila naravo, pa tudi živali, torej živeča bitja, razvila določena orodja in rekla, ta namen iz tukaj želim prizemljiti sem. To je magija. Zakaj je bila dostikrat za mnoge ljudi močnejša in hitrejša, kakor
sama komunikacija z angeli. Meni ni tako hitrejše, pa tako naprej. Mi je pa oboje zanimivo, ne? Včasih mi je ta sfera zanimiva, samo z njo delati, včasih mi je pa zanimivo, da uporabim tudi določena orodja, elementale in tako naprej. Zakaj je bila vedno magija uspešna? Zaradi tega, ker smo mi fizična bitja, se strinjate, ne? In zdaj ti meditiraš, se povezuješ, recimo danes vse bomo okrog želja malo speljali, okay? Recimo imaš želje, okay? In zdaj ti meditiraš na to temo in tako naprej. Magija je pa rekla, to je želja, okay? To je pa moje orodje, to, kar boste vi danes delali. Ampak finta je v tem, ker smo mi fizična bitja, in ti uporabiš to orodje, katerega lahko vidiš, je seveda dokazano, da to pomnoži energijo, samo iz stališča tega, da smo fizična bitja, da radi nekaj vidimo in da radi nekaj primemo. To pomeni, da če jaz pogledam nek simbol, ki sem ga zaaktivirala, vi boste danes konkretno delali z obiljem, in ko sem jaz pogledala ta simbol, me bo hitrejš spomnil na to, kaj sem aktivirala, kakor če v rokah ne bom imela nič. A razumete? To ni nič drugega, to je, zdaj sem tako, super, hvala, nasvidenje, to je bilo to. To je cela definicija magije. To pomeni, to so bili ljudje, ki so uporabljali razne rituale, tako kar mi delamo z meditacijami v bistvu, in dodali orodja, pa so dodali ogenj, pa so dodali zdravilne rastline, pa so dodali kamne, pa so dodali, ne vem, peresa, pa, a razumete, to je bilo to. Ampak ti ljudje, ki so znali uporabljati, to pomeni nebeške vibracije in jih pripeljati na zemljo s pomočjo orodij po zgodovini, če gremo gledati, pač mnogim to ni bilo prav, zaradi tega, ker magija je zagovarjala eno stvar, pa boste pa ugotovili, komu ni bilo prav. V magiji velja sledeče. Če je vesolje neskončno, so neskončne tudi naše možnosti na zemlji. Kar pomeni, da se nikogar ne omejuje, ne manipulira in tako naprej. Se strinjate? Vsi vsakega spodbujamo, da mu je super, da je srečen in da lahko dobi točno tisto, kar želi. Jaz bom zdaj govorila, kako je bilo v zgodovini, ne? Zakaj se je začelo sploh neke mage preganjati. Saj veste, da se je. No, potem pa so se najdle pač določene verske usmerjenosti, ki jim pa to ni bilo v redu. Zaradi tega, ker vera je pa postavljala omejitve. Ob sredah ne smeš, kako je že bilo, henki-penki v postelji, ob petkih ne smeš tega, ob nedeljah ne smeš tega, takrat ne smeš tega, to ne smeš, tako. Razumete, številne vere, a ne, so uporabljale vzvode ustrahovanja in vzvode omejitve. To pomeni, ti tega ne moreš, moraš slediti nekemu verskemu voditelju, biti tiha pohlevna ovčka. In tle se je v bistvu vera pa magija sta se zelo udarile. In tako je nastala črna magija, recimo prvič, ne? Da se je začel dejansko mage, ki niso imeli barve, preganjati, ustrahovati, jih na brutalne načine ubijati, in ko so se oni mogli začeti braniti, so napadali nazaj, kar je nekako normalno, in še danes se magija zaradi tega bori s tem, ne, kaj je v resnici, in zaradi tega se ljudje bojijo. Ampak to ni resnica o magiji. Obstaja samo ena ultimatna resnica, kaj je magija, kako se uporablja in to. Kaj je človek pol z njo naredil in ni nadel odtenkov, ne vem koliko česa, imaš rdečo magijo, imaš zeleno magijo, imaš črno magijo, to so ljudje pol naredili, ne? Ampak potem nekako originalni magiji, torej tisti, ki je delovala tako, da ti delaš svojo energijo in uporabiš vse, kar ti je bilo na svetu okrog tebe dano, kot darilo vesolja za dobre namene, to je dobilo naziv bela magija, potem čez zgodovino. Ali ste vedeli, da v bistvu je šele leta 1951, predstavljite si, ne vem, verjetno je kdo tukaj rojen 1951 ali pa prej ali pa kasneje, no se vsem. Predstavljite si, leta 1951 je bil šele zadnji zakon o preganjanju magov v Angliji odpravljen. To je dejansko, razumete, ni tako zelo dolg nazaj, ne? In od takrat potem naprej so
beli magi smo začeli ponovno prihajati na plan in tako naprej. In zdaj je vedno več ljudi, ki jih magija zanima. Po eni strani nočejo stopiti v njo, po drugi strani, se vidite, koliko vas je prišlo, ne? Zanima ljudi. Zakaj? Ker ljudem omenjaš čaranje, rečejo, ampak rečejo, ne? Kaj pa, če bi res koga lahko začaral žabo? To nima veze z realnost, ne? Ne smem, ja, ampak bi, če bi lahko. To je dejstvo. Zakaj? Zaradi tega, ker imamo v našem celičnem spominu imamo zapise naših inkarnacij in vsi smo po naših bivših inkarnacij, če ne bi sedeli tukaj, verjemite, ne? Smo delali nekaj z magijo. Smo bile čarovnice in smo bili čarovniki in tako naprej. Razumete, uživali smo v teh energijah, naravne so nam, znane so nam. In dejansko, torej, odkar se magije nekako nehali preganjati, se ta znanja vračajo na planet. Ni jih toliko veliko, kar je drugih znanj. Ne vem, tudi nekih zelo, zelo specifičnih knjig z temi zelo redkimi obredi, vi ne boste najdeli na Googlu ali pa v kakšni knjižnici. Ni toliko te literature bilo zapisane, razumete? Tudi največ dobrih knjig, ki so pač naši predniki nekako glede magije zapisovali, vse zgorel, kabum, kres in tako naprej. To je vse šlo, ampak obstajajo pa določena znanja, ki so šla iz generacije v generacijo in ki so čarovniki učili čarovnike. Jaz sem imela srečo, sem delala z njimi. Ne? To pomeni, da kakršnekoli recimo obrede, ki not delamo, jih ne moš najdeti na Googlu. Medtem, kar recimo komunikacija z angeli, pa kdo je nad angel Mihael, tisko odpreš, na 100 strani ti vam vrže. Ne? Ko dejansko to je magija, a še zgleda strašljiva, ne. Ampak dajmo pa zdaj definirati, kaj je originalna, torej mimo rekli bela magija, da se bomo lažje razumeli. Kaj je bela magija? Bela magija je torej, to sem že razložila, energija, ki uporabi torej neke vibracije, znanja, orodja, skombinira se s spoštovanjem narave in njenih ciklov in dela z nebeškimi energijami, da dobi tisto, kar hoče. Zase. Samo zase. Nikoli bela magija ne vključuje sledečega: laži, manipulacije drugih ljudi, njihovih imen in priimkov. Nikakor. Zdaj ne vem, koliko ste verjetno malo, ampak se srečevali z znanji iz bele magije. Ampak kolikor vam je kdaj kakšen beli mag rekel, ojoj, si zaljubila na unga fanta, stara, nič hudega, jaz tega lahko zrihtam. Niste imeli opravka z belim magom, ker beli mag nima pravice to delati. Ti lahko za sebe čaraš ljubezen. Razumete? Univerzalno nebeško vibracijo ljubezni in srečnega partnerskega odnosa. In oddaš to vibracijo. Sorodna duša, ki hoče pri tem sodelovati, ima pa svobodno voljo, da te izbere. Ne pa, da ti njega zacopraš, da se on zaljubvate. Tisti so drugi odtenki magije, a razumete? Torej, zaradi tega imam jaz magijo rada, zaradi tega, ker meni se zdi, če bi nekdo me vprašal, z eno besedo samo opiš belo magijo, kar je težko, a ne, bi rekla spoštovanje. Spoštuje živa bitja, spoštuje sebe, spoštuje naravo, spoštuje živali. Uporablja starodavna znanja, ki so bila dana z namenom širiti dobro. In potem se človek na drugi strani odzove, ali bo dobro sprejel ali ne in kdo ta človek je. Ne? In tudi recimo, ko vam bom govorila o tečaju bele magije, nikoli, ko včasih mi nekdo pošlje kak me, a lahko ti mojega moža tata? Ne morem. Definitivno imam znanje iz drugih odtenkov magije, jaz sicer tega ne učim tako poglobljeno, zaradi tega, ker nikoli ne vem, kaj bodo ljudje s tem naredili. Ampak recimo nas, ko so trenirali, zdaj, če si hotel biti res močen čarovnik, si mogel tudi vedeti, kaj nasprotna stran nas dela, zato da si vedel, pred čem se boš zaščitil. Razumete? Ampak recimo mi nismo nikoli uporabljali takih tehnik in nikoli se nismo posluževali, kar je bilo tam. Ja, ampak ljudje, dostikrat, ki si nekaj želijo, hočejo kar mečkani sil to.
In doskrat se reče, če prijem na tečaj bele magije, pa tako naprej, potem bo pa moj partner tako plesal, kakor bom jaz hotela. Ne vem, stara, lahko vklopiš kakšno muziko, pa tako, če vama bo šlo. Bela magija kle ne bo imela opravka. Razumete? In meni se zdi, da je to tako prav. Definitivno pa pomaga ljudem pri njihovi rasti, pa njihovi moči. Ker, ko ti spoznaš belo magijo, ona da tebi samozavest. Ko ti začneš s pomočjo orodij manifestirati stvari, se boste videli, se boste danes odnesli določena orodja domov. Ne? In vidiš ti stvari, ki se zgodijo, ne? Ti da to tako moč, če nečeš, wow, jaz v bistvu res lahko dobim vse, kar želim. To je noro, takrat se ful navežeš na svoje orodja. Jaz se spomnim, ne? Ena izmed stvari, ki se dela na tečaju bele magije je, da se zapros drevesne duhove, če ti lahko v naravi nekje namenijo neko zdravilno palco, kot čarovniško palco, ne? Ampak ta palca je namenjena temu, da ko se ti slabo počutiš in tako se zaktivira, ker je pač elementalna narave in zaradi tega zelo zdravilen, recimo, ne vem, primer, rama te boli in potem palco daš lahko gor, zato da ti pomaga pri tej bolečini, ne? Jaz sem seveda tudi imela svojo palco. In sem imela tako na eni orhideji v zemlji, no, zato se ona lahko pomenila, ne. In en dan prijem domov in sem in vidim mojo psičko Taro. In jaz sem in tako, in ona, mami, kaj je? Palčka si mi razgrizla, ne vem, očitno je odslužila svoje naloge, kaj ona nikoli ni naredila, res nekam prav na neko polico je zlezla, vzela to palco in je zdemolirala. In jaz sem tako malo kar žalovala, razumete? Preden sem dobila za darilo novo. Recimo, take luštne stvari se pri nas dogajajo, ampak recimo, razumete, to so elementali, ko uporabiš pač neko drevo, neko energijo, ne? In to se mi učimo. Tako, to je bela magija. To pomeni v bistvu nas zakompliciran. Včasih ljudje mislijo, da bom rabila 6 ur, da stvari razložim, potem pa ugotovijo, da je zelo preprosto, ne? Ampak ljudje, jaz sem ugotovila, da se dotaknem tega vprašanja, zakaj se ljudje toliko zelo bojijo besede magija? Zaradi tega, ker so bili dostikrat prestrašeni. Ne vem, koliko ste hodili okrog po Sloveniji in tako naprej, ampak jaz imam ogromno ljudi, ki prijo k nam in sem rekla, meni so rekli, da sem uročena. Nad mano je bila narejena črna magija, da je to dol. Ne? Da vam bom nekaj povedala realno. To je bila še ena stvar, ki sem se res dotaknila. A vi veste, da samo 10 do maksimalno, če slabo obdobje, 20 ljudi, ki pride k nam z izjavo, da so pod vplivom črne magije, so res. Ker veste, kaj je najlažje verjeti? Da je nekdo drug nekaj nate vrgel. A ne? Te se začnejo slabe stvari dogajati. Slabe stvari, ja, se lahko dogajajo zaradi negativnih energij. Seveda se lahko. Ampak ponovadi se nam stvari dogajajo zaradi tega, ker imamo neke vzorce, neka svoje prepričanja in začnete komunicirati z nami. In pa ljudje iščejo tečaj bele magije. Ne, v tem primeru rabiš čustveno šolo ali pa tečaj razreševanja podzavestnih vzorcev. Ne rabiš takrat tečaj bele magije, rabiš to. Ne? Ampak ljudje nočejo tega prepoznati in potem Bog ne da sreča nekoga, ki to vidi, da ti nisi okej, da si ti žalostna in reče, ja, stara črna magija imaš na sebi. To je grozen. Pazite, naslednji čudež je, da imajo oni za to zapestance, čaje, ki jih spiješ, pa to odplavijo naprej. A razumete? In ti prodajo karkoli. Jaz sicer, malo mi je smešen to, mogoče nimam pa nič toliko proti temu, a veste zakaj ne? Ker če nekdo verjame, okej, nekaj se mu začne dogajati in potem verjame, da je nekdo drug to naredil in potem kupi neko, ne vem, zapestnico, karkoli že obstaja in mu je potem boljš, hvala Bogu. Potem je ta placebo efekt naredil svoje, razumete, sprožil energijo, ne? To ni problem. Jaz se tukaj malo nasmejim, rečem, hvala Bogu, da je pomagal, gremo naprej. Ampak problem je pa tam, ki ne pomaga in reče, toliko sem bil močno uročen, toliko močno je moja, veš, 20 let nazaj, črna ženska na mene vrgla, ne vem kaj, in tega se ne moram rešiti in zdaj cela družina v bistvu trpi za tem pa tako naprej. To ponovadi ni res, kot sem razložila, se gre ponovadi za družinske vzorce, DNK, linije in tako naprej.
Ampak ljudje bi veliko rajši prišli k nam, ko smo bili magi, da je prosim ti zamahan 2-krat, kakor pa upravili, ne vem, 4 ali pa 8-mesečno delo na sebi. Ampak jaz kle nimam kaj za pomagati. Jaz ljudem tudi rečem, če boste razmišljali o tečaju bele magije, morate vedeti, kaj rabite. Ali ste res pripravljeni tečaj bele magije, pa vam povedala, kako ste, ali pa mogoče morate najprej opraviti kakšno drugo delo. Ker najhujše je dobiti pa nekoga na tečaj bele magije, ki si hoče pomagati in saj vedno do določene točke mi lahko pomagamo. Ampak, saj veste, imela sem 2 tipa ljudi na tečaju bele magije. Ene, ki so prišli, je bilo to tako noro. Jaz sem imela punco, ki je prišla na prvo stopnjo, kjer smo delali urok za denar in je rekla, labar. In je naredila urok za denar in naslednjič pride, jaz sem dobila 4000 evrov od države. Zaprosila pa ne vem kdaj že, ne? To je to. Sem imela nekoga, ki mi je rekel, jaz se sicer boljš počutim, bolj mirno spim, ampak ja, pač nisem si pa nekaj zmanifestirala. Kaj je razlika med enim pa drugim? Med osebo A pa osebo B. Oseba A verjame, da ji nekaj pripada. Oseba A verjame, da vesolje z njo dela. Oseba A verjame, da vzame orodja in da bo nekaj pospešila in da to lahko sprejme. Oseba B ne verjame vase, polna je žalosti, jeze, krivde in ne verjame, da ji lepe stvari pripadajo. Kaj mislite, kaj ima oseba B delati na tečaju bele magije? Nič. Čustvena šola, krila obilja, tečaj meditacije, tam nekje si. Zaradi tega, ker ti moram najprej to ven sčistiti, preden ti čaraš. Ne moreš ti čarati, če si poln nečesa negativne energije. In enako je s tem, ne? Tebe lahko nekdo drug meče na tebe, vse žive zaradi mene, mavrice odtenke magije. Če imaš ti močno, stabilno energijo, se te nič ne dotakne. Predstavljajte si, če sem jaz svetloba in pride tema do mene, moram jaz imeti tlele nekaj šibkega, da bo ona začela z mano komunicirati. Strah negativnega, nekaj, kar bo njej sorodno, da jaz vstop omogočam. Ker če ne, pa midve nisva kompatibilne. Ko ona pride do mene, zagleda, svetloba, razumete, laufa v drugo smer. Kako bo šlo to skup? To je kot olje pa voda, pač ne gre, razumete? Ne zlije se skupaj. Ampak, nažalost, na srečo, kakor že smo ljudje na zemlji. Vsak izmed nas je kdaj prestrašen, se strinjate? Meni čas reče, Kristi, tebe ni pa nikoli ničesar strah, moj Bog. Mislim, a ste ugotovili, da sem iz neke mase narejena? Take kompaktne, ne? Razumete? Ja, seveda me kdaj včasih česa strah. Znam pa to odpravljati, to je pa res, to sem pa mojster v tem. Da si pa vse živo pomagam. Mogoče sem si tudi kakšno posvojenko lekciji začarala malo. Ne, se to je bilo tako lušno čaranje. A ne? Da je mož pristal na še enega kuška in tako naprej. To so te stvari. Torej, samo, koliko sem rekla, do maksimalno 20% ljudi, ampak torej tudi so oni omogočili, so pa pod vplivom neke negativne, težke energije. In tudi mi, recimo, s tečajem bele magije, ljudem osveščajo, da so oni tisti, ki to odstranjujejo. Primer, imaš črno magijo na sebi, prideš k meni, hočeš, da gre to dol, ampak te je ful strah. Jaz za njega to ne bom naredila. Če bo on mene držal strahom, razumete, in ga bo gostoval, ga ni belega maga na svetu, to, da vam razložim, ga ni belega maga na svetu, ki ima čudežno rešitev za nekoga, ki ne pusti. In če vam trdijo to, vam lažejo. Resnično, jaz se tudi danes snemam, jaz se ne bojim tega na glas povedati. Ampak ljudje, ki trdijo, samo jaz lahko te pozdravim, ne vem, kaj sem enkrat slišala to, samo jaz lahko te pozdravim tumorje, prid k meni na terapije, jaz ti lahko to pozdravim. To je absurd. To je absurd. In če ne boš k meni prišel na terapije, sorry, piši propalo, mogoče v naslednjem življenju, pa je šla inkarnacija. Bog pomaga ljudje. Prišli ste na ta svet za sebe. Vso pravico imate, da se imate radi, da čarate, da vzamete stvari, ki vam pripadajo, ali pa se uničite. Zberite eno.
jaz sicer vem, kaj te vi izbrali, če ne bi sem prišli. Ne? Ampak, a razumete? In definitivno mi, ko mi je včasih, enega mi je ena punca napisala, ki je tudi z našo pomočjo prebolela raka, vi ste mene rešili. Jaz vedno ljudi popravljam, nismo mi tebe rešili. Mi smo ti samo pokazali, kako smo rešili sebe in katera orodja smo vmes spoznali in smo ti jih dali v roke in rekli, tudi ti lahko. To je bila magija. Razumete? Dati možnost in reči, lej, to pa to je znanje, da se ne rabiš ti, ko smo se mi čez milijon knjig prebijali in tako naprej, smo najdeli, nismo šli vse to česa, veste, to deluje, to nam je malo tuje, tako naprej, združili neki in dali ljudem za hitre rezultate. Ljudje ponavadi, hvala Bogu, recimo, če gremo na našo uspešnost, 80% ljudi, ki jim pomagamo, si ful spremenijo življenja in tako naprej, v 20% pa ali stojimo na njihovih pogrebih ali pa pač nažalost vidimo njihove stiske in to je dejstva. In to nam ni všeč in to smo žalostni, ko vidimo, ampak vseeno imamo svojih 80%, razumete? Tistih ljudi, ki so nam zaupali, da imamo dobra znanja. In tako sem jaz včasih rabila, ne? Moram reči, da znanje bele magije je bilo moje zadnje izobraževanje. Se vedno nekaj izobražujem, pa govorim v tistem prvem sklopu, ko sem jaz dejansko se izobraževala, je bilo to čisto zadnje znanje, ki me je toliko vleklo, a veste, ful sem hotela ga imeti in sem najdlje čakala z njim. In vedno, ko sem imeli te moji čarovniki izobraževanja, sem bila jaz, je šla bi, in pa sem drgnila svetovalca v obžalovanju. Razumete? Najprej sem spucala celo svojo žalost, pa svoje vzorce, pa to. Prav se spomnim, najhujše je bila ta obžalovanja. Ampak šele potem, ko sem spucala ta čustva, sem se lotila bele magije in nikoli mi ni bilo žal, da sem šla po tej poti. Ne? Ker potem, ko sem jo pa spoznala belo magijo, pa tako hitro delovala, pa tako hitro me navdušila in mi je bila kaj ena taka češnjica na vrhu smeta. Ne? Tako, to je bela magija. Zdaj pa vas ziher zanima, kaj pa pomeni to, da imam jaz moč v svojih rokah. To pomeni, da od tega trenutka dalje veste sledeče. Kdorkoli vam je poslal negativno energijo, kdorkoli bi vam poslal karkoli, se lahko v tem trenutku odločite, ko bomo mi delali skupaj obred, da tega ne boste več nosili. Mi smo kak kinderjačka. Sladka in presenečenje je noter. Lahko se odločite, če nam boste zaupali danes, jaz sem zelo pozitiven obred peljala, zato da začutite, koliko je mečken drugačna ta energija bele magije in da začutite, koliko je to luštno in kaj se začne dogajati, ko en tak simbol prineseš domov. Tako to bomo pol v tem drugem delu spoznali, v tem drugem delu tudi bomo izklopili kamere, ne bomo snimali, vam bomo pustili vaš proces, da boste vi lahko sami z energijo in da se vam bo dogajalo. Okay? Zdaj pa, da vam povem dejansko, kaj pa tisti, ki čutite, da ste pripravljeni na energije bele magije, kako se vam pomaga. Ne? Na to ste tudi prišli. Ne? Torej, kaj je v bistvu tečaj bele magije? Vsi so rekli, jaz se malo bojim magije, ampak če boš pa kaj tazga povedala na tečaju, pa mogoče pa pridem na unga ta velzga. Ok, tečaj bele magije torej uporablja 4 stopnje, a ne? Pač za svoje izobraževanje. Na prvi stopnji, to imajo vsi ljudje ful radi, se izdelujejo zelo starodavne sklede za zaščito. Ne bom zdaj pač šla v podrobnosti, tako, ker bi rabila ene 3 ure, pa nisem čisto prepričana, da imate čas, čeprav je jutri sobota. Ne? Zaščitne sklede, ki se delajo s starimi božanstvi za zaščito hiše. To pomeni skleda, ki ščisti vse negativnosti in tisto, kar se ljudje bojijo. To pomeni, da negativna energija prihaja od zunaj proti tvoji hiši in lahko vzpostaviš en tak ščit in imaš tudi fizično orodje, vse to nakupim za vas, dobite kot darila in skupaj to izdelamo, spišemo, zaktiviramo. Tudi mi imamo eno spodaj pod kavčem. Ko delamo to, spoznavamo ta starodavna znanja, spoznavamo zakone belih magov, zaradi tega, ker jaz si želim, kako ljudje začutijo moč in jaz res ko mičkan, malo se hecam, mičkan jim zagrozim za zakoni belih magov,
ki jih mi vsi beli magi spoštujemo. To pomeni, da se zavežemo temu, da nobenemu ne bomo škodovali in tako naprej. Obstaja 13 takih zakonov. Le zakaj 13? Tako da to spoznate, dela se urok za denar, take lušne stvari, ne. Proti uroku za denar ponavadi noben nič nima. To mi je čudno, zakaj. Na drugi stopnji v bistvu se naučimo brati kode, ki se pojavljajo v obliki številk. To pomeni ne sicer toliko zelo klasična numerologija, ampak ta bolj starodavna numerologija. Pa kje si imel svoje karmične preobrate, seveda vklopam, ker vem, da ljudi toliko zanima. Tudi ime pa priimek, pa tvoje rojstvo, pa seciramo tvoje rojstvo na prafaktore, da ugotovimo, s katerimi lekcijami si prišel, zakaj si prišel, kaj lahko na globalni ravni narediš. Skratka, na drugi stopnji se igramo s številkami, ljudje na drugi stopnji ponavadi tako izgledajo. Ja. Kaj delaš? Čakaj, zdaj še onega, ki mi je všeč, računam. Da vidim, če gre to dvoje skupaj. Okej, tako ful je luštno, igramo s številkami. In kaj je mogoče recimo drugače, to je pa edini tečaj, ki ima in nikjer drugje ni za najdeti, da ima vsaka stopnja simbolno meditacijo. To pomeni simbolna meditacija, ni ta meditacija, kakor jo vi poznate, zato pač te skupine ne morejo biti ogromne, ampak je meditacija, ker greš ti not meditacijo in videvaš stvari, za katere ne veš, kaj pomenijo. Jaz rečem televizija noter, recimo, ampak televizija ne pomeni televizijo. Lahko predstavlja kakšnega tvojega družinskega člana. Ne? In zdaj ti ne moreš vplivati na to, ne? Kaj boš videl, pa kaj boš naredil, ampak preprosto videvaš določene predmete, ki med sabo nekako komunicirajo, prideš ven in jaz ti to razložim. To so bili ljudje vidno, še kakšna simbolna meditacija, ful imajo radi, ne? Tako da to je na vsaki stopnji, seveda tudi na drugi. Pa imate uroke za magnetizem, zato da se počutite samozavestne, seksi in tako naprej, ne? To je čisto lepa energija. Na tretji stopnji delamo tudi s starimi božanstvi, delamo zvezde, obilja, delamo bogastvo in tako naprej, torej priklic želja, tisto, kar si res želimo, da pride v naše življenje, ne? Seveda ne imena pa priimka, ampak tisto, kar mi sami lahko ustvarimo. Zelo, zelo močna stvar, v tej zvezdi tako dlje časa govorim, to je zelo taka spoštovana zvezda, čarovniki jo tako res na tak lep način predajo naprej, ker se jo zelo spoštuje. In potem na četrti stopnji imamo komunikacijo z živalmi. To pomeni, kako se komunicira živali, kako se inicira živalske vodnike in majčkeno se dotaknemo čarovniških prerekovanj. Obstajajo določeni orakli, ki se zrišejo in se vzame igralne kocke, a onaj človek ne jezi se. Ja, onaj človek ne jezi se in se jih meče, ker na to tudi ne moreš vplivati in se potem na podlagi, kako se kocke mečejo in tako prebereš sporočila, kaj ti v bistvu čarovniki svetuje za svoje življenje. Tule ponavadi skupine ne moramo staviti, 1 uro ste že, a boste nehali, ne, čak še malo. Tako da to je tečaj bele magije. A je kaj groznega noter? A je kaj strašljivega? Ne. No, ampak to je to. Tako da jaz se bom tule ustavila, tako da hotela sem čisto malo strniti, da boste imeli znanje, kaj in kako je, ampak največ se bomo seveda v tem trenutku ustavili in naučili z vaših vprašanj.